ko se je meni prvi otrok rojeval v porodnišnici, sem vmes stopil ven iz sobe, se javljal na telefon za nujne stvari za stranke. Kaj je tebe zaznamovalo? Postopoma se učiš, da pač ni napaka v svetu, ampak v tebi, ker si prenežen za ta svet. Ne? Timotej Jecelj, kaj je tvoja formula? Jaz sem bil celo življenje zelo naiven. Ne? Priložnosti ležijo na ulici. Samo treba se je premakniti pa riskirati. Ljudje morajo biti pa skozi v paniki. Ne? To pa ne vem zakaj, ampak Kako si se ti počutil v tem razmerju s tem poslovni partnerji? v mesecu dveh zgodi tako, da pač nabereš 40,000 evrov dolga. To je bil skupni dolg ali to je bil za vsakega imel takšen dolg? Ne, skupaj mislim, da bi skupaj. Skupaj, ja. Zakaj si ga pa ti prevzel nase? Hvala ti, res, ker gledaš, ker komentiraš, ker deliš naprej. Mogoče se sploh ne zavedaš, ampak s tem pomagaš, da zgodbe ljudi, ki so se pobrali iz dna, najdejo pot do točno tistih, ki to potrebujejo ta trenutek. Našo misijo je podprlo tudi podjetje Incrementum, o katerem si lahko prebereš več tukaj spodaj. Hvala, ker tudi vi verjamete v našo zgodbo. In če želiš postati del te zgodbe tudi ti, smo ti spodaj omogočili članarino. Vsak še tako majhen prispevek pomaga ustvarjati te zgodbe, ki vračajo upanje. Sedaj pa uživaj v epizodi. Ker da zdaj mi daš na oder in mi samo rečeš pač bodi na odru, bom začel govoriti, ker why not? Awkward silent, moraš nekaj začeti. To je to. Ja. Če pa nekdo ti reče, no zdaj pa vedi na oder, pa pove en stavek, plenk. Tako da, ti se kdaj, nastopaš kje kdaj? Ne, Prodajaš? učil sem prodajo. V različnih podjetjih sem bil vodja prodaje oziroma učil prodajo in javno nastopanje lih ne, no, ampak pač pred manjšimi skupinami pa ja. Javno nastopanje je tako vse, tudi prodaja ena je javno nastopanje. Ne? No ja, ampak tako, da je bila večja skupina, 100-200 ljudi, da bi polno v stadione, to pa ne. To pa ne. Imaš kakšno željo potem? Ne, niti ne. Drugače sem dost zaprti človeka, nisem toliko ekstrovertiran, mislim, ja pa ne, ampak da bi imel neko željo po neki slavi ali pa nekem javnem nastopanju, da bi bil znana oseba. To mi pa ni neki v interesu. No. Kaj pa te motivira, da ustvarjaš vedno večje posle v življenju? Kaj pa jaz vem, to je samo po sebi neka motivacija, ker nekaj uspešnega zaključiš, ker ti nekaj uspe, je to euforija, to je v bistvu neka droga za človeka, dopamin. Ne? To pa seveda družina oziroma otroci. Ne? Tisti pa največji motivator. Začetek. Timotej Jecelj. Zdaj smo že odprli tematiko dejansko tega uspeha, neuspeha in tako dalje. In si rekel, da ko doživiš pač uspeh, pride dopamin, pride te dobri občutki. Si kdaj doživel tudi to, da si prišel na vrh nečesa, pa ni bilo občutkov potem? Ali pa so bili celo negativni, ali pa občutki, kaj pa zdaj? Kaj pa jaz vem, načeloma, ko se nekaj navadaš, ko si nekaj zamisliš, pa težko dosežeš, potem pride ta občutek. Ne? Če pa nekaj samoumevno, da je pač sicer načeloma dost pomembna zadeva, ampak veš, da bo to dosegel, da ni težko dosegljivo, da ti zna, da imaš vse resurse, da imaš znanje, potem pač ni tega dopomina. Bolj je neka stvar, ko se na novo lotevaš, ko si zamisliš, ko si postavljaš neke cilje, in ko dosežeš ta nek cilj dolgoročen, potem je ta dopamin. No. Bolje pa pol mogoče, ko priješ do vrha, pa kakšna korekcija navzdola v življenju, kakšen padec, kakšna ovira v življenju, pa se pol pobereš, pa potem greš spet nazaj, pa počas dobivaš to nazaj v sistem oziroma ta dopamin, se je. Samo moraš biti kar optimist, tekom življenja, definitivno. Ne. Si od nekdaj bil optimističen? Ja, nekako si nisem dopustil, da bi bil pesimist. Sem tudi realist, gledam realno stanje, ampak vedno na koncu mislim, da se stvari tako uredijo, da so da se vse pošlihta, da je vse v pravem redu. No. Če delaš v tem, če nisi negativen, da ne obupaš, ker se mi zdi, da dejansko deluje ta law of attraction, se pravi, kaj pošiljaš v vesolje, energijo, takšne misli, to dobivaš nazaj. Ne deluje to, naprimer, sam delom milijonar, to ne deluje, ampak jaz mislim, da če delaš v pravi smeri, pa ne delaš slabega ljudem,
da se nekako to vse zbalansira, se poravna, no, ta dobra karma, to kar močno verjamem. No. Zanimivo. Bo po mojem prišla še nazaj na to tematiko. Danes imamo očitno sami takšne pogovore. Daj malo povej, se predstavi publiki, kdo si danes, pa kje so tvoji začetki? V bistvu zdaj trenutno sem podjetnik, no, vodim salone kuhinj, zelo uspešno, no, imam nekaj zaposlenih, pod nekim malo večjim koncernom, sem tudi investitor, no, veliko investiram, tega se lotevam že nekaj časa, družinski človek, otroka, 2, partnerko, tako da nek poprečen tipičen Slovec, ko bi rekel, evropejsko, karkoli. Začetki pa, ne vem, poslovni smeri ali... Kaj je tebe zaznamovalo? Kateri začetek je tebe kot osebo zaznamoval, bi ti rekel? Zato včasih postavi namensko vprašanje, da je toliko odprto, da poveš tisto, kar se tebi zdi, da je pomembno vedeti. Najbolj pomembno, kaj pa jaz sem bil celo življenje zelo naiven, ne? Dober razdajal sem se, še zmer pač poskusam, ampak so neke omejitve, neke meje. In rečemo tam okoli 25 leta sem se malo bolj prizemljil na tla, no, nisem živel v neki utopiji, da je svet kot v pravljici, a ne? Da so ljudje sposobni te izkoriščati, iz fovšije delati stvari, govoriti zgodbice, kakorkoli. No? In do tega sem pa prišel s časom, ko sem več teh dogodivščin v življenju, od mehkega, ko sem bil v osnovni šoli na morju, šola v naravi, kakorkoli, no? Smo bili, samo pač neko količino denarja sabo, da bi pač tam si lahko prvoščeš, kar želiš, tisti teden, kakorkoli je bilo v šoli in se že prvi dan vse razstalo, ne, okoli podelil. Potem pa pač rečemo drug dan nisem več nič sabo, sem mislil, ok, se je zdaj bo kakšno od teh prijateljev, sošolcev, kakorkoli, kakšno slugo vrnil, pa ne vem, sok plaču ali pa karkoli že pri teh letih piješ, ješ. Pa v bistvu nisem več dobil zameno, ne. Ok, sem še smer dajal tudi naprej tekom let isto zgodbo, se razdajal, ampak to razdajanje te kar z mozga, no. Malo te boli, malo si jezen, ampak postopoma se učiš, da pač ni napaka v svetu, ampak v tebi, ker si prenežen za ta svet, ne. In rečemo, da sem vedno želel prevzemati odgovornost nase, karkoli se je delal, v določenih skupinah ali v poslovnih vodah ali v privat življenju oziroma zvezah kjerkoli, no. In to trdo kožo moraš dobiti, a ne. In je več dogodkov, ne vem, če bi lahko izpostavil samo enega, no. Ampak rečemo, tisti finalen, kritičen, rečemo poslovno in privatno, v poslovnih vodah je bil, ko sem bil solastnik podjetja, pohištvenega, kjer je bila pogodba tako spisana, da je bila podpisana samo in ne notarsko overjena, se dejansko ni veljala, ne. In podjetje sem jaz v solastništvu postavljal na noge, podjetje je zelo dobro zalaufalo, ne. Potem je prišlo do tega, da se je ta prepis solastniškega deleža kar nekaj časa vlekel, do te faze, da sem jaz rekel, zdaj pa dovolj. In kdaj je bilo dovolj? Ker se je meni prvi otrok rojeval v porodnišnici, v sobi, sem vmes stopil ven iz sobe, se javljal na telefon za nujne stvari za stranke, a ne, med porodom. Nisem si znal postaviti te meje, na koncu pa še tako nisem niti dobil tega, kar mi je pripadalo, ne. Tam nekje sem pa res potegnil črto in kar je dolgo trajalo, no. Četrt stoletja, 25 let, ne. In tam naprej sem se bolj pol začel osamosvajati, no, v bistvu, da sem bolj začel zaupati vase, pa biti previden, paziti, kaj lahko rečeš, kaj ne, kaj lahko narediš, komu lahko zaupaš, komu ne in podobno, no. Ampak se to te razne izkušnje v življenju težko pripravijo na to, ne, ker moraš na lastni koži izkusiti. Ja, sploh, če imaš to nagnjenje k temu, da pomagaš vsakemu, ki pride mimo, ne. Pa imaš danes mogoče še vedno kdaj izziv prepoznati, kdo ima dober namen, kdo pa ne, ker jaz zase vem, jaz vidim v vsakemu nekaj dobrega in
avtomatsko verjamem, da je dober, dokler mi ne dokaže, da ni. Kar pomeni, da se še vedno včasih opečem zdaj s kakšnim človekom, sicer nikoli na način, da bi zdaj rekel, ostanem brez, ampak ne vem, zaupanje, da položimo nekoga napačnega. Ne? Mislim, zagotovo se zmotam. Mislim, da berem ljudi. No? Ne bi tako samo všečno rekel, da preberem vsakogar. Večino ljudi preberem, vidim, kaj želijo, kaj mislijo in pač vidiš človeka iskren ali ni. Zdaj druga stvar je pa, prebereš človeka, s katerim rečemo tudi sodeluješ v poslovnem vodju, v nekem poslovnih vodah, v nekem razmerju, poslovnem ali pa privat življenju. Sam na tebi je pol tisto, a želiš prekiniti ta stik, kontakt, ker vidiš, da oseba zavaja, laže, se izmika, ali pač pustiš, da gre to naprej, ker še zmeraj je pač neka korist oziroma neko medsebojno spoštovanje, sodelovanje, kakorkoli. Da bi pa spoznal ljudi, ki znajo res toliko dobro igrati, so igralci sigurno, ki jih ne prebereš takoj, pa te pol presenetijo, seveda, ne. To pač je kar neka sposobnost, ni pa mislim, da je tukaj problem ta naivnost, ampak je bolj problem, da ne pričakuješ od ljudi, no, da bi, zakaj bi pa igral se ti lagal v obraz, no, ali pa poskusil nož zariniti v hrbet, no. Je pa to tipično pač v Sloveniji potem, ne. Nažalost je, te stereotipi kar držijo, no. No, razumem, ja. In se pravi, če greva zdaj na to tvojo poslovno izkušnjo, kaj se je takrat dogajalo, kako si se ti počutil v tem razmerju s tem poslovni partnerji, kje so bile recimo te napake storjene takrat? Mislim, napaka je, da verjameš na besedo, ne, ljudem, da pač zaupaš, da ni črno na belem vse, kako mora biti, overjeno in pač kakorkoli prijatelji, gor dol, znanci ali pa bivši poslovni partnerji, ali pa človek, ki se na novo nekaj z njim lotevaš. No. Moraš postopati, da se zaščitiš v najboljši možni meri in v poslovnem svetu, nažalost, moraš tako postopati, da si zagotoviš, da si varen, da si siguren. Pa če človek vsak dan vidiš, ki je bil roko zanj v ogenj, moraš izmer se prepričati, da je to najboljša opcija zate in se zavrvati. Ne? In to so pač te poslovne vode, ki se moraš naučiti ali pa osebne izkušnje v življenju. Kar se tiče pa, kako sem se takrat počutil, seveda si jezen. Ne? Jezen si, nekdo te vleče za nos par let, delaš, garaš, na koncu pa nimaš nič tega. Ne? Sej, če si sam, ok, še nekako predihaš, malo bolj je problem, ker je pač že pol tem družina zraven involvirana, ne? Otroci in pač ti se začneš pa malo drugi luči gledati. No? To je pač izkušnja v starejšem, mislim, kasnejšem obdobju, no, mojem. Pri 18 ali 19 letih smo se lotevali pa tudi prve take bolj podjetniške izkušnje z prevzemom gostinskega obrata v Ljubljani, v centru Ljubljane. So kar tudi zanimive pa pestre stvari, to, ne, ker ni tako enostavno, se je pri 18 letih si še bolj naiven, kot kasneje v življenju. In pač tudi zaupaš na besedo, ne, koliko je kaj zaplačati, koliko je kaj obrata, pretoka kapitala, ustvarjenega dobička, ne spoznaš se še. Ne. In pač to zaštartaš v dobri veri z nekaj prijatelji, ne, pa nihče nima pač izkušenj v teh vodah in taka zgodba pa ne gre potem dobro ponavadi. Ne. Sploh gostinstvo in podobne zgodbe v Ljubljani, pa rečemo v večjih mestih, no, so kar težke, no, ker mogoče ne verjameš, da se določene stvari dogajajo tudi v realnem življenju, ne samo v filmih, kot so plačilo zaščite varščino za lokala, da ne razbijo in podobne zgodbe, ne? In ko do tega pride, pač moraš hitro ukrepati, ker drugače se v mesecu dveh zgodi tako, da pač nabereš 40,000 evrov dolga, oziroma izgubljenih sredstev, ki bi jih lahko porabil konkretno drugače, investiral, tako moraš pa reševati neke težave, ker si imel pač neko idejo, da bi se ti fajn zdaj po 18 letih bomo imeli pa v centru Ljubljane, lokal. Tako da tiste take stvari so malo bolj napete, no, ampak vsaka taka izkušnja, vsaka taka stvar ti pač krepi kožo, oziroma debeli, ti dajo svoje izkušnje, ki so pač potrebne.
Je pa res, da nobenemu ne bi prvošil take stvari čez, ampak če hočeš nekako določen nivo razmišljanja, mentalitete dobiti, moraš tudi te slabe izkušnje imeti v življenju, pa ne samo dobre. Ne. Pa moraš vse samo urejati, ne, potem. Ker bodimo realni, da določene stvari za kulisami se dogajajo, ko se niti ne vidijo oziroma ne vejo javnosti. Tudi mislim, da v Sloveniji vse v najlepšem redu, pa ni, ne. Slovenija je realno taka prehodna država za marsikaj v Evropi, ne, prehaja čez, gre naprej in podobne stvari. Tako da marsikaj verjamem, da se v Sloveniji skrije oziroma se v medijih ne govori, pa bi se lahko. Ne. Ni toliko varna država, kot bi mogla biti. No. Tako. Kaj vas je pa sploh pičilo tisti trenutek, da ste rekli, so šolci 18 let, to je še srednja šola praktično, ja, da gremo v podjetniške vode, da gremo v lokal. Ker razumem, zabava, ne? Ampak to je tako odgovornost. Mislim, še danes si ne bil povedati, kar tako v lokal bi premislil, ne? To zagotovo, zaradi tega, ker v bistvu, seveda, kaj se ti v 18 letih zdi, to je srednja faks, potem že, ne? Ja. V bistvu nimaš takrat neke odgovornosti, nimaš tega bremena, niti stroškov, računov, odgovornosti ne čutiš, ne? Drugače razmišljaš kot zdaj, ne? Verjamem, da nihče se ne bi pri 30 letih napil pa šel za volan, ne, redke izjeme, pri 18 pa sploh ne gledaš, če imaš avto, je malo drugače razmišljaš. Življenje ti ni toliko cenjeno, oziroma drugače gledaš na stvari in bolj neodgovorno ravnaš za vse stvari. Tako da če ti nekdo ponudi opcijo, zakaj pa ne bi imel, ne? Pač mladi smo in poskusimo, pa še lušten samo bomo zraven, zakaj pa ne, ne? Ne razmišljaš pa kaj pa, če ne gre ok, kaj pa, če ne bo priliva kapitala, če se ne bo dosti obračal, če ne bo popularna zadeva, ne? Pač to bo to investicija, ko bo šla sredstva pol čez okna, ne? Ampak poskusiš pa se, zakaj pa ne? Poskusiti pa moraš, ne? Moraš tudi večkrat v življenju poskusiti in ustrajati, konec konca tudi bankrotirati, zakaj pa ne? Investiraš določena sredstva in moraš biti pripravljen jih izgubiti, ne? Sam to potem razmišljaš. Na prvo 18 še ne razmišljaš o tem. Ja. Pa starši vaši so takrat vedeli, da greste v to investicijo? So podprli takšno investicijo? Ja, načeloma ja, zakaj pa ne? Mislim, poskusite, saj ste odrasli oziroma polnoletni, približno veste, kaj delate, oziroma kaj se spuščate. Nismo razmišljali. Tako da tisto je bilo pač pol urejeno, je pa se pravim neka taka bolj konkretna zgodba, ki je pa pač kaj bi rekel, ne vem. Določene stvari, ki se ti pač dogajajo, ko začenjaš pač v poslovnem svetu, no, pa neka temna plat tega gostinstva, sploh v Ljubljani pol, ni fajn, ti zahočeš čim prej zaključiti in odreti naprej druge vode. Torej, vi ste potem koliko časa to obratovali? Pol leta. In potem ste se še manj, mislim, ne vem. Ja, seveda. Pa nabrali so se potem neplačeni računi, pa takšne stvari, te varščine pa to, ne. To mislim, da je bilo cirka 40,000 evrov, takrat tam je padalo. Ker konkreten znesek, ne. Tako da tisto pač seveda se potem poravna, zaposli se, urediš sama, ne. Da ne rabiš tuje pomoči, pa sam želiš to rešiti, ne. Potem pa pač po določenem času, ko se stabiliziraš, poskušaš nove opcije, nove priložnosti v podjetništvu, ki te veselijo oziroma na kaj se spoznaš, in poskušaš, dokaj kaj bi rekel, neuspeno, ne smeš obupati, ne. Ja, večina pa vseeno, ne, ko imajo en takšen padec, bodo kar rekli, to se ne da, grem jaz nazaj v službo, ne, samo. Ti si pa ustrajal, ti si v bistvu, potem si šel v službo? Ja, jaz sem se takrat zaposlil, ne vem točno, zaposlil sem nekaj, mislim, počasi potem v pohištvu, bil uspešen, postal vodja prodaje, učil prodajo, no, izobraževal pač načrtovanje pač pohištva teh zadev, v 2 podjetjih, no, malo večjih, bolj znanih, potem sem šel v to solastniško zgodbo, spet pač hladen tuš, a ne. Mislim, hladen tuš. Na koncu sem jaz rekel, da pač zdaj bo pa dovolj nekje meja, ne.
potem pa pač je prišlo do tega, da v pravem času, na pravem mestu s pravimi ljudmi. To je tisto, če si nekaj regre, če si pomagaš, ti bo Bog pomagal, pa ne, da sem zelo veren, ampak to mi je v redu. Se pravi, če dajaš dobro tudi v vesolje oziroma okolico svojo, dobro delaš, ne obupaš, se ne smiliš samo v sebi, se ti bo že prej slej poklopalo. Tako da Okay. Zdaj, ko si ostal s tem dolgom 40,000 evrov, to je bil skupni dolg, ali to je bil za vsakega je imel takšen dolg? Ne, skupni, mislim, da je bil skupni dolg. Skupaj, Zakaj si ga pa ti prevzel nase? Ja, to je pa pač tisto, kar se nisem naučil, ker sem vedno pač nase vlekel te zadeve. No. Tako da to je ta prva malo večja ta stvar, no, ki me je malo žrl, pa sem začel dobivati pač trdo kožo, pa malo bolj imun na take stvari, da postajati. No. Ne vem. Sem rekel, da mi to prevzel, da bomo že nekako uredili. No. Ne. Pač kar tisto časovno obdobje nismo, mislim, da nobenih položnic pa teh stvari plačevali, mi smo samo štartali pa izdajali račune pa stregali pijačo v pač tem baru, no, kogarkoli. Tako da mislim, da je še 10,000 evrov imel še enega stroška, no. Z varovanjem lokala, kako, no, to je pa to, drugega pa ne. Pa si danes še vedno recimo v stiku s temi prijatelji? Okay. Ste nekako poravnali račune oziroma ste mirni? Se greš naprej, pač pozabiš to za naprej. Šola je, kakršna je in to je to. No. Mislim, da bi pa glede tega zamere bile. Ne, mislim, da je pač določene stvari oziroma določene ljudi veš, da nimajo teh kapacitet, da bi enako reagirali kot ti, pač jim ne moreš zameriti. Ne. To je pri meni všeč, da se lahko postavim v čevlje večino ljudi, no? Da vem, kako razmišlja, kako postopa in da pač mogoče ni toliko samozavesten, da bi nekako ukrepov odreagiral na določeno situacijo, kot jaz in nisem zamrljiv tip človeka. No? Za vse zastopam, iz česa izhajajo in tudi, če mi nekdo želi slabo, zastopam. V redu. Pač ne moraš čez sebe, si tako odraščal, si ne boš štel karkoli. Zastopam, pač ne moraš se spremeniti in ne moram zameriti, ampak ne moraš pa biti v nekem mojem okrogu oziroma zastopam, kakšen tip človeka si. Ne. In smo poglihali vseeno. Mislim, poglihali. Bolje, kot da te neki kluva žre, pač pustiti v preteklosti, pa obrniti nov list. Razen, že so neke res hude zgodbe, da ti nekdo avto zažgoval, pa ne vem, karkoli. Mislim, avto je cenejši kot 40,000 evrov, tako da poprečen avto. Si od nekdaj imel to v sebi, ker to je, bom rekel, to je zame osebno lastnost nekega zmagovalca, da ne ohranja zamer, da dejansko spusti te stvari, da prevzame odgovornost. To je pač zelo zmagovalna lastnost. Od kje si je to odbil? Ali ti je bilo prav v zibelku položeno, ali si se priučil? Vzgojal sem jo tako, pač ne laž, ne kradeti, boh ne dekaj, oče, koliko policiji zaposlenih čelo življenje. Nikoli ni bilo, da bi rekel, deli sam zase, vedno del, pomagaj to. Ne? Mogoče iz vzgoje te, ne vem. Potem pa še, ne vem, vedno sem dajal. Mogoče določene vzgoje, pač odvisno od staršev, ne, verjamem. Se pravi, če te učijo, da pazi na se, da oni mogoče so bili v pomankanju, ko so bili mehni ali pa karkoli, da zase nobenemu data, ne. Vedno glej sam na se, pač ni to okej, ne. Moraš delati okolico okoli sebe bolj prijazno, bolj lepo, če se da, ne. Kar se tiče v mene, pa vem, da sem potem tudi z leti gledal YouTube video, te knjige, no, določene prebral o self-improvementu, no, se pravi, da osebnosti rasti. V bistvu sem imel že to vse, kar sem poslušal, ampak pa sem nekaj časa še bral in sem videl, res ljudem, ki je uspel v življenju, kateri so mi lahko zgled. Se pravi, ne upajo, ne bojijo se povedati, da mi pač jim ni uspelo, da so padali, da so propadali, karkoli bankrotiralo mes, pa so poskušali večkrat. Se pravi, trud se,
da ne smeš pač nobenega zafrgati, še zmeraj moraš biti dober do okolice, to je pač moje prepričanje, ker se mislim, da ta pač karma pa yin-yang vse nasplošno se zbalansira na koncu. Ne? In če boš slab do okolice, slab človek, ti bo pač narava, vesolje, kakorkoli energija, kakorkoli to poimenuje, ti bo vrnilo v take ali drugačne luči. Ne? Večino sem pač to za poslovno pot, pa to ustrajanje sem videl pač, da nisem edini, ki imam tako razmišljanje in da tudi ljudje, ki jim je uspelo, ne. Čeprav, tisti, ki se izpostavljajo, so eni izmed 1000 ali pa milijona, ki jim je uspelo, ki je odzadaj še 999 ljudi, ki jim ni uspelo, ko so poskušali. Ampak videl sem, da pač je to pot in da je ne bom se pustil, da me nekdo prepriča, da zdaj moram bratati pa moje, jaz pa na nobenemu pa neč vrniti nazaj v okolico, ne. Jaz sem tudi tip človeka, če bi enkrat res na taki poziciji, da bi lahko zelo veliko v okolico bom vračal v okolico in začel boljšati okoli sebe ljudi, ne? Pa pomagati. Ne? Pa to marsikdo pozabi potem. Na kakšen način pa bi? Recimo, da bi imel zdaj neomejena sredstva, na kakšen način bi okolici pomagal? Ja, mislim, v bistvu je treba. To so sicer potem že više inštance, katerih se jaz nočem lotevati, političnih voda, ne? Ampak vsak dan, če veš, da se nekdo trudi, ker pač tukaj je lahko bolezen, otroci so moja šibka točka, se pravi, to me res boli, če so otroci, da vem, da so lačni, zanemarjeni, da so v pomanjkanju. No. To dejansko je tista stvar, ki bi mogli prvo zrihtati. No. Pa je veliko govora, sploh v politiki, pa se narediti, kako bi se moglo. Predvsem, kar zelo velika svinerija je to, da so te non-profit določene organizacije od UNICEF-a dalje, kam gre dejansko, na kaj se naredi, in to so luknje brez dna in ne pride dejansko do tistih ljudi, ki so potrebni, ne, pomoči. Dejansko bi nadziral svojo neprofitno organizacijo, ki bi skrbela za otroke v pomanjkanju, ampak z direktnim nadzorom. To je pač na večji ravni. Okolica je pa dejansko vse narabiš. Velika tudi vem, sosedo, rečemo eno starejšo, ki hodi do trgovine 500 metrov, pa nazaj pa je starejša, pa pač malo težji hota. Zakaj pa ne se sam z avtom pobereš, pa pelješ do doma, pa je zelo hvaležno, si je nekaj dobrega naredil. Ne bi se šel nekega težkega luksuza, pomoči, ampak samo to, da so osnova za družine, pa za otroke preskrbljeni, da vidijo vsi morje, da grejo vsi lahko na počitnice, ker ne vem, če to politika naredi, ne vem, kdo bo to uredil. Jaz mislim, da kot posamezniki, pa sploh, dajmo reči podjetniki, ali pa podjetniško usmerjeni ljudje, imamo možnost narediti veliko za okolico, zaradi tega načina razmišljanja podjetniškega. Ne? Ker to se ne pomeni vedno dati denar, včasih to pomeni, kot si rekel, pobrati to ženico pa jo odpeljati. Včasih pomeni samo, ne vem, da narediti za neko izobraževanje, ne? Da pomagamo ljudem priti do znanja. Ker danes, jaz res verjamem, da vsak je lahko priskrbljen. Da danes ni zares pomanjkanje denarja do te mere, da bi pač nekdo živel lahko, da bi nekdo moral živeti v revščini, ker službi je dovolj, vprašanje samo, smo mi vredni pač dobiti službo, ki nam lahko da toliko denarja, da živimo boljše. Ne? Spravi, če nismo danes vredni, kaj moram narediti, kakšno znanje moram dobiti, zato da dobim boljšo službo. Podjetnik bo vedno plačal zaposlenega, ki mu je vreden. Če ti prineseš firmi notri, 10,000 evrov na mesec vrednosti, boš dobil plačo 3,000 evrov bruto. Ne? Če pa ti prineseš notri 500 evrov vrednosti, ti ne more dati višje plače. To se strinjam, sicer je odvisno sve od lokacije, kje so pa znanj, pa omejitev, ki jih imajo, ali fizičnih, ali psihičnih določenih ljudi. Določenim ljudem je treba pomagati. Tukaj nekaj. Verjamem, da dela je dovolj, ker pač tudi delovna sila je vedno v pomanjkanju, tako da dela je dovolj, ne sme se sravnovati nobenega dela. Ne bi razploh nobenega dela izpostavil, da kot primerjavo, tudi smetar bi bil, vse bi bil, če je treba, zakaj pa ne, sploh za družino. Pač mene ne bi bilo sram, če bi bilo potrebno nekaj narediti, zagotoviti za preživetje, zakaj pa ne. Vsako delo je dobro, vsako delo je častno. In mogoče
ljudje ne razmišljajo v tej smeri. No? To, da čakaš, da ti bo nekaj na glavo padalo, ti ne bo. Ne? Moraš se premakniti, moraš riskirati. In pa večina ljudi se tudi boji. Marsikdo je sposoben, ima neke sposobnosti ali pa ideje, ki bi jih lahko uresničil, pa ima tistega nekaj par tisoč evrov kapitala, ki ga je potrebno štartati. 7500 evrov potrebuješ, da štartaš DO in s tem kapitalom štartaš, s tem kapitalom lahko razpolagaš in s tem kapitalom lahko narediš uspešno podjetje. Večkrat dokazano. Ampak ljudje ne bojo upali riskirati, ne bojo riskirati teh 7500 evrov, pa z nulo z SP-om lahko štartaš. Ne bojo se upali nečesa lotati, no, neke ideje realizirati. Pač, zakaj pa ne? Pač enkrat si živi, poskusi riskiraj. In isto investicije, pač joj, se bojim. Potem pa skozi jokanje. Ne vem, kako bi rekel, ampak naredi nekaj, potem pa jamri. Okay, nisi, poišči pomoč, ti bo nekdo pomagal, ker se to spozna, potem ali investicijo, ali podjetje, ali karkoli. Ne pa sam jamrati, pa ne vem, svet je slab, finančna politika je slaba, itd. Kar se da, prilike so, priložnosti ležijo na ulici, samo treba se je premakniti pa riskirati. Treba ven iz cone obdobja iti. Tudi jaz, ko sem investiral, ko sem začel 15 let nazaj z investicijami še bolj resno ukvarjati, sem izgubil velikega denarja, ko sem ga poskušal v investicije, različne kanale, investicijske kanale usmerjati. Pa seveda si se mogel naučiti sama. In če ne bi tega poskušal, pač ne bi bil, kjer sem danes. Še zdaj izgubim na marsikateri investiciji, ampak na kateri pa dobim. In če se ne bi nikoli premaknil, pa bi vedno delal za neko minimalno plačo in to je to. Vse pač v redu. Naš tazga, imaš comfort zone, nimaš sivih las, ne raba se sekirati toliko, imaš zagotovljeno neko plačo od enega delodajalca in to je to. Ne bo pa nič velikega iz tega nastalo. Danes imaš te podjetja s kuhinjami in če sem se prav spomnil, dobil si nagrado za najhitreje rastoče podjetje 2020 smo dobili naši saloni. Ja. Ustanovil si ga pa kdaj? Štartali smo saloni 2022. Okay. Torej v bistvu ti si že po enem letu dobil ta naziv. Hitro smo dobili za te. Delamo pod enim krovno organizacijo veliko, nemško v bistvu največjimi specialisti, ki tudi malo diktirajo pogoje in podobno. Preverjajo se prav, da je vse poteka tako, kot mora biti, da pridejo produkti taki, kot morajo priti in nadzor je tukaj. Tako da v bistvu je še višja inštanca potem, kapo di banda. Ampak kaj je tvoja formula, da si postal tako hitro, da si tako hitro dosegel ta? Korektno postopanje do strank, sigurno. Odkritost, koliko je. Dobri produkti, dober price performer, pa potem, seveda, tudi če je karkoli narobe, pa prodajna skrb. Seveda, z človeške napake vedno se karkoli zgodi, ampak tudi atmosfera znotraj podjetja. To je zelo pomembno, ker večina podjetnikov vidi zaposlene samo kot strošek, ne kot dodano vrednost. In postavljajo se plani ali pa ure od do. Pri nas imamo mi fleksibilno, ko imaš delo, se dela. Ko nimaš dela, ni problema. Lahko gledaš v zrak, lahko si doma, ampak ta fleksibilnost, pa ko vidiš, da nekomu gre slabo, da ima slab dan, da ga potreplaš po rami, da poveš, da prevzameš odgovornost na se, ker je na tebi to. In tudi ena slika je zelo dobra. Šef, vodja, direktor, karkoli, ki sedi na stolu in ga ljudje pred sabo vlečejo, ali pa ta ista oseba, ki z temi ljudmi vleče naprej vosa. In mislim, da je ta dobra atmosfera, ko že nekdo, ko pride noter v nek salon, podjetje, trgovino, aj na smeh, prisiljen, je res dobra atmosfera, ali je posed zakrčeno. In jaz mislim, da to, pa da so vsi ljudje, ki so v tvoji okolici oziroma s katerimi sodeluješ, da so profesionalci, pa vejo, kaj delajo, da imajo dolgoletne izkušnje. Kako si pa vzpostavil, da ima reči na takšen način podjetje, si se zgledoval po nekomu, ali si gledal, kaj tebi je bilo všeč, pa ni bilo všeč v preteklih firmah? Točno to. Se pravi, v vseh prejšnjih podjetjih, kjer sem bil zaposlen, sem videl, kaj ni v bistvu, bolj kaj ne. In
sem si rekel, če bo kdarkoli na tej točki, da bom vodja prodaje ali pa česarkoli, tega ne bom počel, pa tega ne bom počel. Pa še zmer ne bom gledal zaposlenega kot zaposlenega, ampak kot enakovredno osebo enakovredno osebo človeka. A ne? Ker vsi imajo neke svoje težave, vsi imajo neke svoje demone, ki se na dnevni ravni z njimi bijajo. A ne? Z družinami, z otroci, finančne. A ne? In pač pomagaš tam, kar lahko. No. Se pravi, isto ta pač miselnost iz zasebnega življenja sem prenesel v poslovne vode. No. Tako da ja, nisem nobena taka umetnost. Ne. Kar se tiče pa pač samega odnosa do dela, je pa samoumevno oziroma se pričakuje, da se opravi tako, kot se mora, ne, v vsakem primeru. Je pa veliko potem benefitov oziroma nekih plusov, ker ni pa prostora za ljudi, ki so pesimisti, ki obupajo, ker so pač, ki niso profesionalci, ne, okoli mene, to pa ne, tukaj sem pa pač kar strikten. Se ti ukvarjaš z zaposlovanjem ljudi še zaenkrat, ali imaš že koga? Mislim, tudi ja. Ne, mislim, kar nekaj nas je že, pa sej, v bistvu, ko se dober glas podjetja širi, ne, koliko dobivaš povpraševanja sam in lahko delaš selekcijo, ne. Ki pa mora biti prisotno, ne more kar vsak svetovati v določenih zadevah, ki nima toliko izkušenj. To mi je zanimivo, kako še vedno premalo podjetij razume, kako v bistvu ta interna klima, ki je del kulture, vpliva na mnogo več stvari kot zgolj dobro počutje v firmi. Ne? Vpliva na to, koliko ti prodaš, vpliva na to, koliko ti dobiš zaposlenih. Na vse vpliva. In tukaj mi je žal, da se več ne govori o temu, kako takšne majhne stvari, ki so dejansko del naše, ne vem, namere, energije, odnosa, vplivajo na rast podjetja. Mislim, definitivno, pa tudi za vsa podjetja, ki rastejo, so neposredno odgovorni zaposleni tudi. Ne? In pač določene točke lahko nek samostojen podjetnik nekaj ustvari. Potem, ko se začne širiti, je pa za vsakega zaposlenega oziroma poslovnega partnerja zunanjega zasluga, da je tam podjetje, ki je. A ne? Se imamo v Sloveniji res velika podjetja. Ne? Ampak vsak zaposlen je prispeval k tej končnem mozaiku. Ne? In to je treba nekako nagraditi tudi. No? S takšnimi drugačnimi stvarmi. Definitivno bi bilo fajn plače malo razbremeniti. Davčno bi imeli vsi veliko večje plače, pa tudi gospodarstvo bi lažje dihalo, ampak ti so pač potem druge vode. Ne? So pa neki zdaj predlogi zudni, sem videl tudi za zaposlene, dobičke in podobne, ko pač nekaj se odobrava, ampak ja, važno je, da tretiraš vse ljudi v svoji okolici enakovredno, spoštljivo, to je to, no? To privat ali poslovni sveta, ne. Pač pa vse poteka tako v ciklih, a ne. Dobro obdobja, slabo obdobja v financah, v privat življenju, v poslovnem svetu, ne. In ko so slaba obdobja, se pravi, da ne obupaš, pa da tudi bodriš, a ne, zaposlen in nimaš te palce oziroma nekih sankcij, ampak da veš, da pač je obdobje, ki je ok, ki pač ni tako uspešno, da pride obdobje, ki bo ok. Ne? In na teh vzponov in padcov moraš biti navajen v življenju, ne? Pa gre vse veliko lepše čestno. Imel sem vprašanje v glavi in dokaj si povedal, da sem toliko padel notri poslušal, da sem čisto pozabil. Kaj pa, si kdaj vmes pomislil, da ne bom se jaz več pošel podjetništva, bi ostal sam še zaposlen, ali ni bilo pri tebi te opcije? Večkrat. Ja. Še zdaj doskrat, seveda. Ker je velike živcev, ne, in počasi se vprašaš, je to vreden ali ne. Pa pač ljudem daš res vse, kar se da, potruduješ se v maksimalni možni meri in tretjina ljudi rečemo, da tega ne ceni. Ne? In še zmeraj to malo prizadane. Ne? Pač kakorkoli na koncu se potrudiš, pa če nekdo tega ne ceni, ker si res veliko truda vložil pa časa, ne? Ampak tako je pač. Ne? Vsako leto je teže delati z ljudmi, ne? In vsi, ki delajo z ljudmi, se tega zavedajo in vejo. In vso odgovornost samo pač na stran, za neko plačo, nek se zaposliti in je to. Ja, to je super, to je comfort zone.
preskrbljen si, pač imaš ti neko osnovo oziroma pač neko solidno plačo in ni pa to, ni pa izziv. Ni izziv, ne vem, če bi se zadovoljil sam s tem, zaradi tega, to mi je sam, potem bi me malo žkljuvalo, Torej, to je nekaj, kar imaš v sebi in moraš živeti. Tako. Kakšni so bili občutki v trenutkih, ko si pa zgubil vse, ko je propadel posel, ko si ostal 40,000 evrov dolžen, ker si prevzel zase? Koliko je tega strahu prisotnega vseeno? Kako si s tem soočil? Pa kje si črpal to energijo, zdaj pa pač bom? Samo kontrola. Ko sem se prisilno naučil, veliko knjig govori o tem, jaz sem se mogel pa sam to naučiti. V bistvu je tako, da lahko bi opupil, ampak sem prišel do te mere, da pač ne bom opupil, da poskusil sem, da vidim, kaj se dogaja. Nisem se še takrat zavedal, ok, fajn, to je šola za naprej, ampak pa sem si rekel, ok, to je bila ful fajn šola za naprej. Sem imel pa samo kontrolo v tej smislu, da tesnobo pa te zadeve se malo doživljaš, razumljivo. Tudi zdaj, če bi izgubil, par tisoč evrov, rečemo na investiciji, pa zgubim, ampak me ne žre to, kar me takrat. S tem, da ti se bo bolj tako, da zvečer, ko sem šel spat, bi lahko celo noč razmišljal temu, pa ne zaspal, se je tudi zgodil večkrat, ampak sem se ulegel in začel razmišljati, ok, jaz sem nekje na morju, na nekem otočku in sem se, kako bi rekel temu, niti ne meditacija, ampak tako sem se umiril. Vsak večer sem si ustvaril v glavi neko zgodbo in mir in odmislil čist svet in s pomočjo tega sem lahko zaspal. Ko drugače bi bil kar nervozen, pa cele noči ne bi spal takrat, ker sem pa tip človeka, ki je nekaj narobe, želim, da se takoj reši in da imam takoj končen datum, kdaj bo zadeva urejena in me žere, če ne uredim. Proaktivnost je valjda. Ampak, ko bi rekel, vseeno pa pride kakšen izziv kdaj, ki pa ne uspeš tako iti v ta reševanje. Me žre. To me zelo žre, ker imam rad kontrolo in tudi določene naloge, ki zaupam ljudem, pričakujejo, da bojo upravljene in ko mi nekdo reče, da je nekaj upravljeno, dam kljukcu. Smo imeli tudi primer z eno stranko, kjer je en naš podizvajalec rekel nam, da je zadeva že urejena, pa nas je stranka po enem letu kontaktirala, da še zmeraj en košček neko stvar čaka. Ni to dobro, to je pa ekstremen primer, mislim, da je edini, edini, ampak res ekstremen primer in pač to te pa res pogre. Tako da in iz tega, ker hočem takoj rezultate, tudi v investicijah, sem večkrat pogoril, dokaj se nisem naučil pa hladne živce, pa se navadil s polnomi pacov v investicijah, s hladnimi živci to spremljal in ker hočeš takoj ponavad pogoriš potem, pri investicijah. To te dejansko občudujem, ker jaz vem sam, ko sem probal z nekimi investicijami, forex trading pa tako dalje, meni vedno čustva so tiste, ki so mi izdala, ker dokler sem uspel samo z glavo delati, vedno plus. Čim je bila ena napaka, čustva se vklopijo, druga napaka, tretja, evo nazaj na nulo. Kako to uspeš nadzorovati v tistem trenutku? Ko zgubiš, ko ti en trade oziroma nek trade ti ne uspe, zapreš, ugasneš, se slišimo drug dan. Ko v nasprotnem primeru te bo gre in boš hotel to dobiti nazaj. To je, mislim, po mojem, da tudi na ta način kazinoji delujejo, Ker nekaj izgubiš, dobiš in padeš in pol še noter mečajo, dokaj ne zgubijo vsega. In to so ta čustva. Nikoli ne smeš s čustvi reagirati, trgovati, hladen moraš biti, vedno moraš biti hladen. Tudi, če se ti pred oči zvrti, da boš vse prihranke zgubil, če je v poslu neka res huda stvar, hladen, do tega je prišlo, kako bomo to rešili. Do tega, če se otroku zaleti nekaj v sapniku, ne smeš kura brez glave laufati, ampak moraš ostati, ok, kaj naredimo? Obrneš,
trplaš, po hrbtu potovčeš, in moraš vedno priseben pa hladen ostati v takih primerih, ko drugače sam še slabše, ne. In pri investicijah, dokler se jaz tega nisem naučil, videl več let, seveda pa več 10,000 evrov izgub, nisem mogel postati, da bi nekako prilezel na zeleno vejo oziroma uspešen bil, no. Tudi najboljši investitorji v svetu, govorijo, kup, pust, drž, to je to. Ne trgovati dnevno, ne trgovati z vzvodi, tisti je zelo podoben kot gambling, se pravi staviš na trg navzgor in navzdol, če gre v napratično smer, te poradira, vse vzame, drugače pa takole zaslužiš 15-20 000 evrov v parih minutah lahko, in nevarna igra, privlačna, ampak zelo nevarna igra, pač me je tudi uspel v par mesecev nazaj, tesnih 4,000 evrov sem naložil na borzo, iz tega sem v 3 tednih s trgovanjem prilezel na 120,000 evrov, Potem je spet sledil padec, navzdol, ampak sredstva, ko jih imaš, je najbolj pustiti, kupiti nekaj in pustiti na mero in pol, ki je znatno više prodajati. Vmes, kar se dogaja, vse šum, In večina ljudi v tem šumu prodaja. Ko vse pada, ko vse krvavi, ko so največje bolečine, ko največ zgubljaš, investiraš 50,000 evrov, pa imaš samo še 20 na računu, moraš pustiti. Ko ponavadi tisto, ko klikne v lih, tako imaš 20, gre pa naslednji dan trg gor. To je skoraj nepisano pravilo, v takih časih moraš kupovati, in zato pa ljudje zgubljajo, ker trguješ čustvi, v paniki. Ja, se za nečas je to kar je preizkušnja, na srebro pa zlato, nora preizkušnja ustrajnosti. Koliko je bilo lepo vmes, Zdaj pa kar nekaj za 3 tedne, a prodajata naprej. Ja, srebro je 3 tedne nazaj padel 40% dnevo, če se ne motim. Ja, v dnevu, s tem, da moramo tudi vedeti, da kdaj so pa ljudje kupovali. Ko je zlato bil pri $5,000, padel dol, pa srebro čez 100, konkretno. Na najvišjih točkah v zgodovini, parabolično je šlo gor, so bile vrste za nakup. In vsi so kupovali. Vsi so kupovali na vrhu. Ne tukaj. Niso toliko bi prežljivi, da bi počakali, ker če gre toliko parabolično neka stvar gor, prenakupljenost, prekeslej, what goes up must come down, Mora biti korekcija, mora biti paci na dole. In niso kupovali, in so 40% nižji, pa še spred, pa davk, tako da ogromno so zgubili. Tisti, ki so pa največ ljudi je v tem obdobju kupovali, s 50-60% zgubili. Suma sumarum v tistem dnevu, ko je padel, ko je pa to hitro sledili. In vedno, ko ljudje kupujejo ko je najbolj zeleno, ampak pol sledi. Calm before the storm. Tako da, ja, to pa pač ljudi ne moreš navaditi, pa tega se tudi ne moreš naučiti, če ne trguješ sam, oziroma lahko se izogneš tej šoli, če to investiraš v upravljalce kapitala, v sklade, v karkoli, ki se ukvarjajo s temi stvarmi, s profesionalci. Jaz pač trenutno sem tako najbolj izpostavljen kriptotrgi, ki se mi zdi najbolj optimalna rešitev, oziroma najbolj vroča tema v zadnjem 10 letu, 2, je pa najbolj volativna. Tako da, zato pa je take izgube, a ne so bile vmes, so pa tudi donosi toliko večji lahko, oziroma nagrada za potrpežljivost je lahko pa znatno večja. Ker pač zlato pa srebro zdajle, ja, se lahko gre še gor definitivno, ampak na takih točkah, kaj gor, moš iskati stvari, ki so podcenjene, ki so še dol v nafti sceno. In to je zame trenutno pač lih kripto. Spremljam pa to že 10+ let od kripta, tako da toliko problem. Tega se tega malo bolj lotevam. To pomeni, da si koliko je bil Bitcoin, ko si vstopil prvič? To govorimo o evročkih. Najnižja cena, ki je bila v dolarjih je spremljam. Okay. Najnižja cena, ki je bila v korekciji, po pacu iz 19 je šel na 3. 3 je bil, zdaj je bil pa 125, ne? Pa sem mislil, da bom prelisičil sistem, pa bom naredil več kot Bitcoin. Zdaj to stvari sem jaz za nas, mislim, ne obžalujem, ampak spomnim, ko sem prvič slišal novico na radiju, da se je prodal en avto za Bitcoin. To je bil prvi avto, za Bitcoin. Takrat je bilo tudi
mislim, ne vem, Ja. po mojem isto obdobje. In jaz sem razlagal, sam sebi sem razlagal, pa to ne more delovati, pa to nekaj izmišljenega, se nima vrednosti. Danes, Ne, vse to, ker če se ne poglobiš v zadeve, ampak zadeva dejansko ima vrednost, ne, ker je pa veliko lažje premakniti za $10,000, ne, rečemo milijon ali pa 10 milijonov bitcoina, ka pa zlata. Ne? Pa bitcoin, mislim, ravno to je pač do your own research, ne? To je dobro. Za vsako stvar, investicijo, posel, karkoli kupiš ali pa avto, raziš malo stvari podrobnosti, pozanimi se, ne? Da boš tudi podočen. In pač bitcoin je tako, da je deflacionaren v bistvu, ko ga ne moreš naprintati kolikor denarja in zato je naš evro vsak dan manj vreden, sploh dolar, katastrofa. Je še promil tega, kar si lahko dobil 100 let nazaj. Ne? Bitcoin ne moreš naprintati, instantne transakcije, so blockchain tehnologije zadnji, ki je pač varnostno zaščiten. Pa seveda, vrhunska investicijska prilika je, ne? Zakaj pa ne? Vse prije sigurno še kakšna druga nova opcija, čez 10-20 let, ne, 20 let nazaj smo imeli internet, ne? Zdaj imamo blockchain AI, čez 20 let bo pa nekaj drugega, ne? Se vedno so nove prilike, ne? Ampak trenutno je to zame najbolj pač vroča tema. No? Ja. Na kateri točki si pa sploh začel z investicijami? Mislim, verjetno neko si bil 40,000 dolžen. Ne, seveda. Pobral sem se na noge, konstantno sem investiral, ker sem videl, da ko hitro pač gre denar, kakšni so stroški življenja, dejansko realni, no? In banalen primer je, ne vem, jajca ali pa Milka čokolada od korone naprej, koliko je to podivjal, zdaj se je malo stabiliziral. Ampak rečemo, da je bila ta velika Milka €1, zdaj na Hrvaškem je 10, če se namotam. Ja. Dražje kot tukaj? Ja. Tukaj mislim, da je 5, pa nekaj. Čokolada. Ja. Jajca so bila vmes brutalna, ne vem kakšne številke. In če ti tako gledaš, jaz osnovo plačam, imam tok pa tok na mesec, tok pa tok imam stroškov, stroški so vsi grejo vsako leto malo gor. Ne vem, žemlja je 10 centov, zdaj 20, 30, 40, 50, me plača se mi pa ne spreminja. Se pravi, že zgolj za osnovo preživetja, da boš imel za jesti pa za piti, moraš nekaj delati na temo. In kako se lahko pred tem zaščitiš, je pač investiraš denar, da dela skupaj s tabo proti inflaciji, vsaj to. Vsaj to. Če si pa še nekaj ustvarjaš, moraš pa tako neko opcijo zbrati, da ti nekaj naredi, tudi bodimo realni, kakšne so cene hiš, stanovanj, kakšne so pa plače, pa koliko je šlo kaj gor. Tako da za večino ljudi je nedosegljivo tako stanovanje oziroma hiša. Samo torej, ti je nekdo tebi to povedal, ti je dal nek nasvet, ali si ti to prebral, ali si imel to v sebi, ves čas nek interes do tega? Rečemo, da tam da je 18 leta, 19, 20 ne, pa ja, no, mislim, želel sem skozi nekaj ustvariti, ampak nisi vedel na kakšen način. Ne? In finančne vode oziroma te investicije te tako na štartu, redki so, no? Ker te zanimajo, ne? To so pač številke, nobenega ne zanimajo, pa grafi. Potem pa z leti pa pač vidiš, da pač nekaj moraš narediti in da to bolj začne zanimati in se začneš o temu izobraževati, oziroma pač kakorkoli v šolo hodiš. Definitivno je pa dostop do teh informacij zelo preprost. Na YouTube imaš vse, kar potrebuješ. No? Kako poveš, katera informacija je, da moram reči, uporabna? Leta izkušen. Samo leta izkušen, to pa ne moraš, kakle pa veliko šuma. Ker vsak na ulici, ki ga srečaš, ima svoje mnenje o vsemu. Zanimivo je pa, da ponovadi ljudje skoraj zaupajo nekomu znancu, ki ne ve, ali pa nekaj, ki so slišali na internetu, ki se ful dobro sliši, 100-kratniki, kakor pa nenemu strokovnjaku. Ne. Ali pa tako, ki jaz pač I can do it better, pa pač se nauči sam na svojih nogah. Tako da ja, to šumje moraš pa izločiti, ne, se še zmeraj moraš pač riskirati. Moraš se naučiti, moraš se pakati upečno. Že prej, ko si razlagal o tem gamblingu praktično. Ne? Moj oče je delal v kazino v Portorožu pred leti, bil krupje in on je doživel eno zgodbo. En Italijan je prišel, mislim, da 10 milijon lir je takrat imel, ne? Torej $1 milijon. In je s tem naredil v 2 urah 100 milijonov. In cel zadovoljen gre na večerjo, ker mu je častil kazino, in gre nazaj igrati. Si predstavljaš, ne? Do polnoči denarja ni bilo več. Ok, kaj človek je naredil? Šel je nazaj v Benetke, pobral 200 milijonov, prišel nazaj in še to zgubil.
kaj se ti mora zgoditi, da se ti voziš tistih 5 ur, gor pa dol, in si ne rečeš enkrat vmes, ma ne boljše, da grem zdaj domov. Mislim, ker to je dovolj časa, da se umiriš, ne, tam se ni uspel očitno. Mislim, najverjetneje se je pol naučil, ne? Ampak je pa to, da je to so ta čustva, to so ta, ker neki, ker si jezen, se pravi, hladiti se mora. Sej vsak začenja z investicijami, bo v minusu v paniki prodajal. Še redko, kjer bo s plusom prodal. No? In ni še, hvala Bogu, skladov ali pa upravljalca kapitala, ki bi namesto tebe gamblali, ne? V gazino. In še dobro, da ne. So pa druge opcije, ki so bolj zihali in zakaj pa ne. V vsakem primeru nekaj moraš narediti. Ne? Na banki ali pa štumfu ti denar gnije. Ampak kaj pa recimo lahko v praksi naredi oseba, ki že tako gre komaj čez mesec? In da mu reči, ne ostane nič. Celo ima minus in si še ves čas nekaj sposoja, pa limite, pa tako da. Kaj bi lahko ta oseba naredila, zato da bi vseeno nekaj naredila v tej smeri? Ja, to mislim nekega čudeža težko, ker pa če ne moš nekaj na stran, da to je vedno vprašanje. Ne? Tudi, ko berem določene članke, pa to, kam naj dam na minimalni plači, sem otrok, kam naj dam, kako, vem. Zdaj pa tako, ni enostavne rešitve, sigurno ne, pač malo si omejen, ali vedno je samo to in vedno je bil isti odgovor, ali imaš dodatna znanja, neka znanja, ki jih se potrebuje, ki jih lahko vnovčeš. Se pravi, ali da delaš kakšne produkte, pa v grlice, pa ne vem, nohte popoldan na SP, kakorkola, ne. Nekaj se da, ali 2 službe, sam to je že brutalno, ne, ali pa dodatna dela za vikend, kakorkoli, nekaj treba, to, da si napraškaš, nekaj cajta moš res težko delati. Druge opcije ni, a ne, podarjen ni nič. In potem, ko pa se podstopoma nabere določen višek denarja, ne ta denar porabiti za nakup novega avta ali pa nov računalnik, ampak ga investiri. Ga investiri, da ta denar zraste, ker iz tega enega avta lahko v določenem obdobju, 4-5 let, malo je treba potrpeti, ne, da narediš neko osnovo si, iz tega enega avta, oziroma sredstev za en avto, jih lahko stvara 4 ali 5 ali več. Ne. In sam potrpežljivost, ne. Ker vem, da večina, takoj, ko pride do malo večjega zneska denarja, gre. Ne investira ga, ne razporedi, ne gleda dolgoročno, ampak samo kratkoročno. Če je pa tvoj cilj, da si sam kupiš nov avto, v redu. Ne? Pač, what makes you happy, kakorkoli. No? Ni pa to končni cilj, ne? Ker potem se vedno v krogu vrti začarano. Ne? Na kateri točki pa vseeno rečeš, ok, zdaj pa imam dovolj, zdaj pa berem to ven. Ker kar spremljam zdaj, da jim reče razne investitorje, dodaj, kupuj, ko pade, kupuj. Ok, kdaj pa prodaš? Kdaj pa dejansko to vnovčiš in živiš od tega? Ok, rečemo, da kaj tebi najbolj se navdušuješ, ne vem, nad kamerami, nad računalniki, nad avti, ne vem. Nad experienceom v bistvu. Če rad potujem z družino. Ok, imaš experience, se pravi, imaš potovanje na Karibe, karkoli, za 10,000 evrov paket za družino. A bi kupil ta paket, realna vrednost 10,000 evrov, pa se zgodi enkrat na 5 let, ko bo ta paket namesto 10,000 evrov vreden 1,000 evrov. Pa jih boš kupil za 1,000 evrov ta paket, pol tega takrat, čeprav si že bil takrat. Se ti bo zdel zelo pocen, dajmo izkoristiti. Ko je padac, ne, dokup. Ali pa, zdaj pa vsi naši paketi v turistični agenciji so namesto 10,000 evrov na paket, so 1,000 evrov. A boš kupil 10, pa jih imaš za 10 let naprej, ali boš kupil, ne boš kupil, boš rekel, zdaj sem že bil, ne? Ali pa, me boli, kaj je bil 10,000 evrov, pa nisem mogel, pa sem šel, pa boš joko. Ne, kupil boš še 10 na zalogo, domnevam, ne? Pa si už pol razpršil, kdaj greš, pa kam greš. Ali pa avto, če bi nek avto, ki je 100,000 evrov, ko ti je ful všeč, njegova vrednost padla na 10, pa bi pol dejansko z leti spet rasal na 100, a ga boš kupil, boš, ne? To je zakaj dokupati. Daj pa cash outat, si pa sam cilj narediš, ne? Odvisno, kaj je tvoj cilj. Finančna stabilnost za družino za čez leta, nek rezerven fond ustvariti, ali pač pomoč pri nakupu hiše, a ne? Nikoli tak ne gre z vsem denarjem noter v investicijo, kjerokoli stvar, a ne? Ampak odvisno od človeka, vsak je svoj in en se zadovolji, da iz 10 naredi 20,000, nekatemu je pa cilj, ne vem, 500,000, milijon. Se pač ni toliko farfetch, lahko narediš definitivno, če prave projekte zbereš,
Lahko si pa sam zamisliš, da želiš, ne vem, rezervni sklad za vnuke, za otroke imeti in pač investiraš in pozabiš. Da je cash out, je pa čisto od človeka do človeka odvisen. Se to ne pomeni, da lahko vse vzameš, pač si sprotno mest dobičke jemlješ ven oziroma nekaj denarja ven pobiraš nazaj. Ne? Več opcij, več strategij. Nikoli pa vse not, pa vse ven. Ne? Vedno. Dollar cost average, ne? Se temu reči, se pravi postopoma kupuješ, pa postopoma izstopaš. Ne? Praviloma. Ja. Kako uspeš pa ti to tvojo zdaj mirnost, oziroma ali uspeš to tvojo mirnost v pač trgovanju prenesti tudi notri v družino in v delo z otroci? Ne, to je pa veliko težje. Ti si zdaj itak zaposlen človek, ne? Konec koncev imaš firmo za voditi, ljudi odgovorjen in tako dalje. Sklepam, da ne možeš biti doma 16 ur na dan. Ne, ni imel nič doma, v bistvu skoraj. Zelo malo. To pač vedno je nek balans, ne. Če si zdrav, pa imaš, ne vem, denar, ti pač love life, kakorkoli trpijo, ne. Če pa nisi zdrav, pač vedno je neki te kozarčki, se trudim, da so kozarčki z vodo vedno na polovici posod, nekje malo več, nekje malo manj. Ne gre drugače, kakor pač, da si prisoten pa skozi zraven, ne moreš nikoli odklopiti, no. In vsak podjetnik zastop to, no, da pa če hočeš nuditi neko storitev, nek nivo, ne moreš pozabiti priti na dopust pa adijo, ne, se ne javljati na klice. Imaš 1000 ljudi v podjetju ali pa 15, ne, se nima veze. Je pa da z otroci malo drugače, tist pa konstantno testirajo, ne, konstantno testirajo meje in ja, mislim, da je to še celo težje kot poslovne vode. No. Se strinjam, do določene mere, absolutno. Pa ti je kdaj cilj, da bi vseeno uspel izstopiti ven iz firme, firma pa živi dalje? Je to tvoj cilj ali imaš toliko rad ustvarjaš naprej in imaš že nove ideje? Različne projekte, različne projekte, različne zadeve. Tako definitivno je treba konstantno se premikati, ne. Skozi moš napredovati, ker če obstaneš enkrat, te pozabijo. Ne? In lahko propadaš. Kaj je bil čas IBM, s čim se ukvarjajo zdaj, kje je bil Microsoft, Amazon. Pač velikani tudi padajo, te največje podjetja. Ne? In moš konstantno se razvijati do več različnih smeri, oziroma različnih vod. In če ne spremljaš trga, če nisi skozi prisoten, če zaspiš, te povoz časno. Tako da, ja, definitivno imam različne opcije oziroma stvari, ki jih upravljam, s katerimi se lotevam, sam še zmeraj mora pa nekaj časa za družino ostati. Tisti je bolj najtežji, no, to se pravim, vse skupaj kalibrirati. Ti kdaj vzemeš sabo v službo? Ne? To pa ne. Ne, ker to je pa strogo ločeno. No. Zasebno, privat in ne. Tvoja partnerka dejansko dela s tabo, ne? Tudi, ja. Doma uspete se ne pogovarjati o poslu? Seveda. Ne gre to čez, ne. Itak, to ja. Ampak ko pravim otroke, da bi sabo imel, ne, to pa ne. Tudi v poslu se ponavadi obkroža najbolj z ljudmi, ki jim zaupaš, da so strokovnjaki, pa da jim zaupaš, no. Ja, na splošno, ne. Tako da pač to pa ne gre, če skozi razmišljaš o poslu, o teh stvarih, o investicijah, o čemu boš pa govoril. Ja. Kje črpaš ti danes največ informacij za, dajmo reči, ločeno podjetništvo pa za trgovanje? Kateri vir je tvoj najljubši? Za oboje, mislim, vir novic. Ali vir novic, ali nek specifičen, ne vem, podcast, knjiga, nekaj, pač kaj je tisto, kar... Mislim, za finančne vode spremljam vsakodnevno podatke, novice, objave, strani delniških trgov, borz, vsega, kaj se dogaja na trgu, ampak to spremljam trgovalce, borze različne. Ne? Imam to srečo, da se poznam, sodelujem tudi z slovenskim nekim upravljalcem, nekim kapitala, v kriptotrgih, tako da dovolim določene informacije, ki jih lahko uporabim ali ne, kakorkoli.
Kar se tiče podjetniških voda, pa sej bolj je to, no, kaj se dogaja v tujini, kaj prihaja, novitete, a ne. Pa moramo vedeti, da pač glede na to, da Evropa ni v najboljši luči, a ne, da so Evropo gospodarsko kar zatrli, sploh avtoindustrijo, to postopoma vpliva na vse, a ne. Se treba na te stvari že prej pripraviti, a ne, z različnimi produkti, pa mogoče določen kapital premakniti pol v investicije, v investicijske trge, finančne trge, ker praviloma je tako, da ko je gospodarstvo v zatonu, ko začne padati, so določeni finančni segmenti že v odboju, ker so to že vnaprej ukalkulirali. In ta premik kapitala, rečemo iz gospodarstva v finančne trge, je pač nujno. In to moraš pač spremljati definitivno na dnevni ravni, ne? Ker so premiki zelo hitri. Kot sva rekla, srebro je padel 40% dnev, pa to je za žlahtne kovine nepredstavljiv, ne? Zastopovi, da je to nek kriptovaluta padla v dnevu, ne, pa srebro, ne. Da so finančni trgi zdaj malo drugačni, kot so bili, kot smo navajeni in ja. Pa imaš za prihodnost občutek, da bo vse v redu, da ni tako, ker trenutno, če pogledamo sploh, da spremljaš malo novice, izpade, kot da prihodnosti ni, ne? Kaj pa tvoje mnenje tukaj? To je vse šum. Zaradi tega, ker pa dobro novice, pa poročila, to, kar vam prihaja, to je vse namensko ustvarjanje strahu v ljudeh, ne. Nikoli ni vse tako črno, pustimo zdaj te fajle, to je grozljivo, ne, in tiste kar noro, ja, ampak vedno neko ustvarjanje panike, strahu, zato da so ljudje vedno konstantno v strahu. Če bi bilo po moje, to sem dobro naredil, 10 plus let nazaj, jaz sem do nekega leta, med 20 pa 25 letem, ne vem, sem nehal gledati televizijo čisto. Zato, ker je konstantno samo pranje, ne moreš si ustvariti svoje slike in skozi inside the box, ne. Tako da ta šum sem jaz odmislil, no. Jaz si pač ustvarjam svoje mnenje z različnih kanalov in pač ja, je nekaj negativizma, tudi veliko novic, zanimivo, kako je vse povezano, veliko teh negativnih novic in pozitivnih pride namenoma ven, da začasno zrušijo kakšne določene finančne trge, ljudje morajo biti pa skozi v paniki, a ne? To pa ne vem zakaj, ampak je cilj novic, da se ljudje konstantno nečesa bojijo, no. Eno tašno težko vprašanje po eni strani, mogoče črno gleda, ampak dajmo si predstavljati, da jutri te ni več. Kaj bi si želel sporočiti svojim otrokom? Da recimo pogledate podcast, jutri tebe ni več. Kaj morate si zapomniti od tebe? Da upam, da to življenje ful dobro čez prišla, kad delamo vse v tej smeri zdaj, no. Samo to, da naj veste, da sta lahko dobra človeka, brez delata slabo, ampak da se ne pustite izkoriščati, da naj sta previdna na vsakem koraku to. Kar se tiče pa mene, pa da se bi bilo zelo rad, da sem poskusil poskrbeti v maksimalni možni meri, da bi šla dobro čez življenje, no. To. Hvala ti v njoj mene. Pa hvala ti za ta čas. Jaz vem, da si ti zelo zaseden, zato bova tudi danes imela tako, da sva šla skozi tvojo kronologijo, da sva šla skozi tvoje uspehe, pace, različne poglede. Hvala, da si delil te informacije z nami. Kje te torej ljudje najdejo? Ja. Ker povej, kje te najdejo. Saj lahko se malo pohvališ z reklamico. V bistvu, ja, Kuhinja Element, so naši saloni, no, pa sem tudi, kot sem že rekel, ne, v finančnih vodah, tudi zunanji sodelavci v bistvu v podjetju Incrementum, no. Super. Hvala ti res za čas. Hvala tudi tebi, ker nas spremljaš. Če nas še ne slediš tukaj spodaj, klikni follow, klikni subscribe, če želiš podpreti ta podcast. Hvala ti za vsak komentar, za vsako deljenje, za vsako všeček.